čas je Jezus rekel svojim učencem: Jaz sem prava vinska trta in moj oče vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani. In vsako, ki rodi sad, potrebi, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti po besedi, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, rodi obilo sadu. Kajti brez mene ne morete ničesar storiti. Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo proč, kakor mladiko in se posuši. Te mladike poberejo in vržejo v ogenj in zgorijo. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite, karkoli hočete in se vam bo zgodilo. Potem je poveličen moj oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Če je bila beseda preteklo nedeljo o Jezusu, primerjava z dobrim pastirjem, je danes beseda o nas, o mladikah, primerjava nas, kristjanov, pa bi lahko rekel kar vseh ljudi. In Jezus pravi, vi ste mladike. To je tudi nam v slovenskem prostoru znano, morda še v letošnji pomladi toliko bolj, ker je v nekaterih krajih bila pozeba in vemo, ne samo, če je odlomljeno, odrezano, tudi druge stvari so lahko nevarne za sadove, ki bi jih radi imeli in pričakovali v jeseni. Jezus pravi, sem trta, vi pa mladike. In kdor ne ostane v meni, ne more obroditi sadu. Še bolj jasno pove, brez mene ne morete ničesar storiti. To je tako huda beseda, kot da bi rekel človek, čisto brez moči sem, brez ustvarjalnosti, brez prihodnosti, če nimam Jezusa Kristusa. A se to zavedamo danes, je malo vprašanje, ker če bi se vsaj v našem kraju ljudje tega zavedali, bi verjetno bil tudi drugačen utrip družbenega življenja. Ali pa veste, če tako reče. In mi prihaja na misel primer enega človeka, ki je bil iz prejšnje župnije, ki je rekel, veste, Gospod, pa res nisem vsako nedeljo pri maši. Gre pa za ta večje praznike, včasih tudi na Božič. In ta mož je rekel, da nima časa, zato ker je pač vsak dan na cesti, je voznik in šofer vozi in ne more, ni doma. Včasih je pa toliko snega, da od doma ne more. Tako da različne besede so gledane. Sem pa pomislil, kako bi se počutil z nekim voznikom v avtu, ki bi rekel, sej enkrat, morda dvakrat na leto pa se peljem z avtomobilom. Veliko pa mislim na voznike. Tudi ko peš hodim, razmišljam, kako je na cesti, kako je z ljudmi in sem povezan v duhu z njimi. Ne vem, če bi se počutil varno, predvsem, če je bila ta vožnja hitra v naglici, v polnem prometu. Človek, ki je vsak dan z vozilom na cesti, ta človek dobi občutek za vožnjo. Tudi dobi neko izkušnjo, res lahko pride tudi do nesreče, ampak ima več predvidevanja.
Ali ni nekaj podobnega tudi v življenju vere, v duhovnem življenju? Nek človek, ki ima vsak dan molitev, ki ob nedeljah včasih tudi med tednom pride k sveti maši, skrbi za neko povezanost, za odnos do Boga, nekaj gradi, nekaj raste, nekaj se oblikuje. In tako vidim, da je to mladika, ki je povezana s trto. Če začetek te povezanosti s svetim krstom, morda bi rekli primerjavo, kot da bi nas cepil ali vcepil v rastlino, potem je pa naše prizadevanje tisto, ki je potrebno, da lahko nekaj pričakujemo. In Jezus večkrat reče, kdo je na trti, lahko rodi obilo sadu ali dober sad. In sem razmišljal, pa kakšen sad je tukaj, nič ne omenim. Kakšni so sadovi? To, da nekaj naredim, da nekaj ljudi opazijo, ali to, da me ne slišite, ali nekdo nekaj naredi, da ostane za njim, so to sadovi. Do neke mere seveda so sadovi. Človek vse, kar naredi, je nek sad prizadevanja. So lahko take drobne stvari, tudi doma je potrebno narediti, pa jih ne opazijo drugi. To so tudi sadovi. Potem sem pa razmišljal, pa sej apostol Pavel zapiše v Svetem pismu, kakšni so sadovi duha. Na eni strani so darovi, pri Birmancih smo bolj tam poudarjeni, darovi Svetega duha, korak naprej, drugi korak pa sadovi. In na prvem mestu sad duha. V Svetem pismu Božji besedi pravi apostol Pavel je ljubezen. Sad duha je mir. Sad duha je veselje. Sad duha je dobrohotnost. Sad duha je potrpežljivost. Sad duha je zvestoba. Sad duha je samoobvladovanje. In ko našteva sadove Svetega duha, nobena od teh stvari ni taka, da bi z roko prijel, z očmi pogledal, z ušesi slišal. Kakšni so potem ti sadovi? Ampak na prvem mestu sad duha je ljubezen. Tudi je zapisano v Božji besedi, ljubezen ne mine. Ali ni ta sad duha tisti, ki nima omejitve roka trajanja? To je tisti sad, ki ga človek rojeva, rodi, pridobi, ostaja tukaj na zemlji, v tem življenju, ki ga ta trenutek imamo, in tudi po prehodu v večnost. Mir. Sad duha, ki je mir. Ali ni mir tudi nek sad, ki nima omejitve roka trajanja? Verjetno v tisti mir v večnosti, v polnosti življenja, drugačen od tega. Ta mir, ki ga tu živimo, včasih odsotnost pretira napetosti, teh stvari, ki nas bremenijo. Kakšen mir bo potem, ko bo v polnosti naše življenje z Bogom? Ali sad duha, ki je veselje? Pa rečem še malo bolj močnejše, sreča. Že tukaj na tem svetu veselje doživljamo. Ampak to veselje bo veliko večje, globje, popolnejše v večnosti, pa nima konca trajanja. Če pa grem na ta sad, dobrohotnost. Bog je dober in ta dobrota od Boga tudi nima neke omejitve, da se zaključi. Tudi ta znamenje pečat večnosti. Potrpežljivost. Se je Bog tudi z mano potrpežljiv, ker če ne bi bil, bi bilo zelo drugače. Potrpežljivost, ki ima tudi enotrik Božjega, zvestoba.
Ali zvestoba tista, ki je omejena na čas? Jaz čutim, da ne. Zvestoba je nekaj, kar nima omejitve časovne. In ko razmišljam o teh stvarih, potem vidim, da tisti človek je kot mladika povezan z Gospodom Jezusom Kristusom. V življenju rojeva take sadove, ki ne bodo več končali, ki ne bodo več minili, ampak bodo stvari ostale. Pa če pogledamo čisto iz področja nekega logičnega razumevanja, ali lahko Bog daje nekaj človeku, kar bi bilo samo za nekaj časa. A ni to malo skoraj ponižujoča misel, da bi Bogu rekel, Bog bo naredil samo za nekaj let, več pa ne gre. Ne, tisto, kar Bog daje, tisto je trajno, tisto je večno. Zato, ker je Bog večen in ni druge možnosti. Mi delamo stvari, ki so na tem našem svetu omejene in trajno ni dokončna. Vse stvari bodo končane na tem svetu. Zato, ker je narava stvari takšna. Ampak tisti sadovi, ki jih pa človek pridobiva, ki jih lahko vzgoji v povezanosti z Bogom, tisti sadovi pa nimajo omejenega roka trajanja. In zato se mi zdi ta Božja beseda tako močna in pomembna, pa ne samo za kristjana, za vsakega človeka, da vsak človek išče, kaj je tisto, kar res ostane, kaj je tisto trajno. Morda nek človek, ki ni tako s čutenjem ali z izrazom veren, pa lahko v svojih ravnanjih daje tisto, ki so sadovi duha. Zato, ker se trudi za te stvari, ki so omenjene v Svetem pismu, ljubezen, veselje, mir, dobrohotnost, potrpežljivost, zvestoba, samoobvladovanje. To so stvari, ki človeka nosijo in dajo tudi nekaj dobrega bližnjemu. Naj bo ta Božja beseda, ki smo jo slišali, spodbuda za nas, da bi gojili, da bi ohranjali povezanost z Bogom v naši vsakdanji molitvi, vsakodnevni, pa tudi v življenju po sakramentih, še posebej po sakramentu svete maše in po sakramentu svete spovedi. Če je sveta maša tisto, kar neguje mladiko, je sveta spoved tisto, kar obrezuje, da se otrebi, da lahko rodi človek še več sadu. Hvala Jezusu Kristusu, da je lahko z nami in da nam daje moč za naše življenje. Zato